V današnji avtomobilnosti bomo vozili po podatkovni avtocesti prihodnosti, po kateri se bomo morda vozili celo zastonj. Vozili smo novo verzijo Mercedesa G, ki je namenoma videti točno tako kot stara. Pili smo kavo v družbi atraktivnih mišičnjakov, takšnih, ki obračajo glave, zato so lahko dobro marketinško orodje. Tako kot polepljeni kombiji. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Če za nama vidite samo avtomobile, potem še zdaleč ne vidite vsega. Ampak naj vas nič ne skrbi, tudi večina proizvajalcev avtomobilov vidi samo avtomobile. No, kot smo v prejšnji oddaji že govorili, pa seveda napisali na našem portalu MMC Zavihek avtomobilnost, se Google s svojo podfirmo Google Automotive na nek način bolj aktivno vključuje tudi v avtomobilski svet. Ne samo tako, kot smo ga poznali do zdaj, ko je svoje androidne naprave na nek način samo transformiral na to, da smo jih videli na svojih zaslončkih, čeprav tega v Sloveniji pravzaprav, če niste znali malo več operirati s telefoni in s kakšnimi downloadanimi programi, niste uporabljali. No, zdaj se je Google vključil celo tako, da bo ponudil avtomobilistom oziroma avtomobilskim firmam svoj operacijski sistem. In tam, kjer je Google, tam so podatki. In kjer so podatki, bi moral biti tudi denar. Ne samo za Google, tudi za nas. In tja gremo v današnji oddaji. Če je bil včasih telefon zgolj aparat, danes oziroma že dolgo temu več ni tako. Vse, kar počnemo na svojih telefonih, gre v neko podatkovno bazo. In ste se kdaj morda vprašali, zakaj so vse aplikacije zastonj? In tako kot telefon ni več samo aparat, tudi avto ni več samo prevozno sredstvo. In tega so se dobro zavedali, saj zdelo se je tako še pred kratkim avtomobilisti. Rekli so, podatki so naši, mi jih bomo prodajali. No, čas jih je prehitel. In ker se zarečenega kruha največ poje, so seveda tudi avtomobilisti morali popustiti pritisku Appla in Googla, da se vmešata v vso to dirko. In tukaj se velja prvič zares ustaviti, zaradi dveh stvari. Prvič, ko so sisteme komunikacije med človekom in napravami v avtu razvijali avtomobilisti, so razmišljali tudi o varnosti. In ti podatki, ki so bodisi na Driveu ali pa v iCloudu, v vseh naših koledarjih in napravah, ko bodo enkrat v avtomobilu, nam bodo lahko zelo pomagali. Recimo, ko se bom odpravljal iz službe, mi bo avto že po poti rekel, po kateri poti naj grem, da poberem ženo. Sproti bo recimo videl, da gremo mimo cvetličarne in rekel 5 € popusta na šopek. Potem bo videl, da je treba iskati otroka na tenis, nogomet, košarko in bo že vmes zračunal, recimo, da je tudi trgovina, kjer bo lahko kupil izotoničen napitek. Ali pa bo povezan s kakšnim hladilnikom ali pa pametno napravo doma in nam bo povedal, da nam je zmanjkalo banan, mleka ali pa česa drugega in nam morda na podlagi tega tudi dal kakšen popust. No, in cvetličar, prodajalec športne opreme, sadja in vsi ostali so seveda zainteresirani za ta podatek, od kje ti greš in kam boš prišel in da so oni vmes in ti lahko nekaj prodajo, pripravljeni nekaj plačati. Ampak ne nam, Google, ker storitev tega, da pove, kje smo, kam gremo in mogoče tudi, kakšne so naše navade ali celo potrebe, ve Google. Kar pa do zdaj ni vedel, pa je, kakšni so podatki, ki jih zbirajo avtomobilski senzori in teh je ogromno. No, recimo radar. Pa lidar. Pa gretje sedežev. Pa recimo to, kako hitro nam delajo brisalci. Kakšna je temperatura? Če smo recimo komu potrobili ali uporabili dolge luči. Kako hitro se vozimo? In množico teh podatkov do zdaj ni imel še nihče. Imeli so jih avtomobilski proizvajalci, ampak z njimi niso vedeli, kaj naj pravzaprav počnejo. In Google to ve in zna jih prodati. Za koga vse pa so taki podatki zanimivi? Recimo podatek o tem, kako močno vibrira ali deluje vzmetenje. To se lahko proda recimo Darsu. Dars bo s tem dobil natančen podatek, kje je luknja na cesti in kako velika je in recimo ali se povečuje. Arso lahko dobi podatek v Sloveniji od milijona avtomobilov, ki postanejo v nekem trenutku kar nove vremenske postaje. Lahko gremo naprej. Kakšna turistična agencija bi morda plačala celo za sliko v živo z avtomobila, ki je parkiran na Vršiču, recimo z vzvratne kamere ali pa sprednje, ki pri novih avtomobilih služi tudi za to, da vidi, kakšni znaki so oziroma prepoznava znake.
No, pa vzdrževalci cest bi verjetno tudi veliko plačali za ta podatek, v kakšnem stanju so recimo kakšni znaki na cestah. Ne bi jim bilo treba imeti toliko ekip na cesti in hitro bi lahko posredovali, ko bi recimo bili znaki poškodovani. No in to so tisti podatki, ki jih bo naš avtomobil v prihodnosti oziroma jih že pošilja v ta big data podatkovni oblak. In zakaj bi, če že pri telefonu vse malo da ne damo zastonj, dali tudi te? Če se nas torej pri telefonih dobili še nepripravljeni, zdaj ne smemo več spregledati, kakšen imajo plan. Kaj pa, če bi se pri avtu obnašali drugače, kot smo se pri telefonu in bi začeli trgovati z našimi podatki? Recimo, prišli bi v salon avtomobilov, zanimali bi se za avto, ki stane recimo 20 000 evrov in bi rekli, koliko popusta mi date za ta avto, če vam dovolim, da poberete podatke iz senzorja amortizerjev o tem, kakšna je kakovost ceste. Ali pa koliko popusta mi date za uporabo 1 leto uporabe kamere na mojem avtomobilu, da boste vedno videli, kakšna je slika v živo na poti, kjer se vozim, pa se vozim na tiste kraje, kjer ni toliko ljudi. 2000 evrov. Ali bi mi dali 2000 evrov popusta za to, da delim z vami podatek o gostoti prometa? Zdaj mislim, da si preveč e-mailov z GDPR-jem prebral, Andrej, ampak oni so ponujali predvsem kakšno zastonj kavo, pa 5% popusta. Ne, hočem popust. Verjemite, dalo se bo avto odpeljati iz salona za 0 evrov. Iz tvojih ust v božje ušesa. Prodajalčeva. Mercedes G zmore nekatere zelo zanimive stvari, pa ne samo na asfaltu in na makadamu. Lahko recimo poveže iranskega šaha, Magno iz Gradca, velikega slovenskega inovatorja in recimo Tino Turner. Ta si je že leta 1985 rekla Simply the best in kupila Mercedes G. Iranski šah Raza Pahlavi je bil leta 1972 dovolj velik delničar v Mercedesu, današnjem Daimlerju, da so ga morali upoštevati, ko je prišel na dan z idejo, da bi lahko začeli delati vsestransko vozilo, ki ne bi sodilo samo med vojaške čete, ampak tudi civilnim voznikom avtomobilov. In rodila se je škatla na kolesi. Tega klenega terenca, škatlaste oblike, pa so že v samem začetku zaupali v izdelavo kar lepo našim sosedom v Graz v Avstriji. In na prve serije in potem še vrsto let na različne modele G-jev niso na koncu proizvodne linije namestili 3 krake zvezde, ampak kar lepo Puhov znak, po našem Janezu Puhu. Zavedanje, da bi lahko zapeljali prek skal in strmin, pri katerih bi še Gams dvakrat premislil ali bi se jih lotil, je tisto, kar G daje vozniku. Driving in such beautiful mountains like here isn't a day-to-day occasion, but we know for many of our customers, driving off-road from time to time is important, but knowing that the car can is of utmost importance to everybody. G je zato ohranil svojo prvinskost, a v dobi okoljskih predpisov so zato morali inženirji pokazati zelo veliko kreativnosti. Do znižanja mase za 176 kg so si pomagali z aluminijem in magnezijem. Certain parts were made even heavier, like the frame, for even more robustness, and other parts were made out of lightweight material, such as aluminium. And we also are using magnesium for the eye panel and in the rear door. So from the pedestrian safety, you need to find some clever solution? Indeed. This whole area here needs to be soft in case of an accident. Having an indicator here obviously brings a challenge. The on top glass can't be soft, so whenever something is hitting it, it needs to fall down. That sounds quite simple. And if the hit comes straight, it is simple indeed. But nobody tells if an accident would happen aside, maybe some person would fall just in between. And now you can imagine if the head is here, the force on the indicator can come from any direction. And that was a true challenge to ensure that in truly every situation, this indicator truly drops down. And I can tell you, probably it's 4 to 5 times more expensive to put the indicator here
than just to integrate it here. But for a G-Class, the indicator has to be here. When it comes to the doors, the door handle is very important to us. It is a carryover of the previous model, and if you take a look at former G-Classes of 1980s, you will find a very similar, not to say identical, door handle. But you know that it's not simple to open this. That's true, but our customers just love it. So, but not only opening the door is important to us, it's also about how does it sound when you close it. And that is a proper door sound. Ampak zvok zaklepanja ključavnice, ki spominja na stare jetniške ključavnice, je samo en del zgodbe o zvoku. Drug, še bolj pomemben je, ko pride do kupcev gejo, zvok 8-valjnika. Kupci hočejo 8-valjnike in hočejo zvok AMG-a. Zato kupijo avto, ki stane več kot 115, 120, 150 tisoč evrov. In nikoli za geja ni bilo več kupcev kot prav zdaj. In to ne samo v Saudski Arabiji ali recimo v ZDA, klasičnih trgih za take avtomobile, tudi v Evropi. In kar morda še bolj jasno kaže na to, kako različen je današnji svet. Kupujejo ga predvsem precej mladi kupci. Every G-Class from start till now was also tested on the Šokel test route. It's near Slovenia, and what are you doing there? Well, it is one of the toughest off-road tracks. It has an incline of up to 60%. It's really rugged and stressful to the car. If you ever have the chance, I think you have to see it. You wouldn't walk it, but you can easily drive it. And each test car has to go 178 times up and down. The test driver has a maximum of 6 times, then he needs a brake. And that sums up to about 2,000 kilometers. Another 4,000 kilometers on other off-road test track is added, and that equals then the life of a G-Class. When I was the last time there, you have some sign that if you have some back pain, you shouldn't go. Is there still there? Indeed. You should not do it if you have back pain, indeed. I think that this explains everything. Yes. Na našem YouTube kanalu upamo, da ste nam že naročeni, pa boste našli še enega terenskega Mercedesa, ki je nastal zato, ker je veliko povpraševanja po avtih, ki zmorejo vse, čeprav vsega kupci nikoli ne bomo izkoristili. Vse pa tokrat pomeni vožnjo po vseh terenih, tudi po takšni cesti, ki v bistvu sploh nima kakšne posebne veze z avtomobili. A tudi po tej cesti se je Mercedes-Benz E All-Terrain peljal kot po tirih. V nadaljevanju oddaje povemo, kako je avto lahko marketinško orodje. Naj gre za kričeče obarvanega superšportnika ali pa brihtno polepljen tovorni kombi. Testirali smo Fiata za sodelovanje v razpisih in tu je tudi nova ugotovitev z našega testiranja v simulatorju. Morda se vam bo zdel naslednji prispevek ne povezan s tem, kar smo govorili v začetku oddaje, ampak avtomobil je že od zgodovine nazaj bil eno od sredstev za oglaševanje in posredno ter neposredno nekaterim tudi danes prinaša denar. Cesta prodaja. Kaj mislimo s tem? Vmes, ko se naš lastnik vozi po cesti, dnevno išče, ko je v zastoju, išče ali opazuje ostala vozila in na podlagi tega si ustvarja sliko o bodočem nakupu. Avto je že samo po sebi lahko učinkovito marketinško orodje. Seveda, če je tak, da se za njim ozremo. Mini, Smart, Cinquecento so že dokaj običajna reklamna orodja, ravno tako Mustang. Manj atraktivna vozila, recimo delovni stroji, kot naprimer kombiji, pa si morajo pozornost izboriti na drugačen način, recimo z nalepkami. Ford, ko oblikuje vozila, skrbi, da so naši dostavniki imajo čim večje površine, ki omogočajo zunanjo komunikacijo. Pri tem je seveda ključnega pomena, kaj nalepimo na to belo pločevino.
Avto je namreč dinamična reklama. Hitro gre mimo, prav iz tega vidika je najpomembnejši zadek vozila, saj tega uspemo gledati dlje časa. Vsi mislijo, da če si zelo glasen, da si tudi zares najglasnejši. Ne? Včasih si lahko nekoliko bolj smart in si bistveno glasnejši, lahko si duhovitejši, pa si glasnejši, lahko si bolj estetski od ostalih, pa si spet glasnejši in tako dalje. Tako da skozi te kontekste je treba razmišljati, ne samo dati vse, številko, ulico, na koncu še QR kodo in seveda več smeti je tudi manj možnosti za pravilno dekodacijo glavnega ključnega sporočila. Pa je dovolj, da na kombi nalepimo zapeljivo deklino. Če gre za erotične storitve, potem je taka stvar seveda več kot na mestu, ne? Če pa gre to zgolj za privabiti neko pozornost in potem je mogoče storitev celo razočaranje na podlagi tega, potem taka raba seveda napačna, ne? Če je kombi popolnoma drugačen kot recimo fasada podjetja ali njihov TV oglas ali njihov banner na internetu, potem seveda ga ne bom dojemal kot del tega podjetja, ne? Tako da to je zelo, zelo pomembno, da se te stične točke pomagajo druga drugi in tvorijo neko celoto, ne? Če pa je katera drugačna od ostalih, ne? Ali je vsaka drugačna, je pa seveda to slabo in nimajo neke vzajemne moči. Ima vsaka svojo majhno moč, ampak vse te majhne moči skupaj pa potem dajo eno usklajeno prezenco, ne? V celostnem smislu. Polepitev pa seveda mora biti kakovostna tudi z tehničnega vidika. No, to je treba misliti na začetku, obrestovalo pa se bo na koncu. Če so materiali kvalitetni, grejo tudi z leti lažje dol. Če materiali niso primerni, pomeni, da se primejo na vozilo in jih je zelo težko odstraniti. Puščajo lepilo. In pri odstranjevanju lepila običajno pride do poškodb laka. Recimo najbolj popularna materijala sta polimer, ki je cenejši in ni primeren za daljše obdobje na vozilu. Imamo pa cast materijale, ki so pa v bistvu mišljeni, da zdržijo na vozilu nekje med 5 pa 10 let. Tudi pri vročini, soncu. Ja, glih to je največji problem. Kombi marketing pa je v Sloveniji šele v vzponu. Imeli smo primer klienta, ki za velike jahte prodaja in oddaja igrače, se pravi od podmornic, toboganov, splavov. In smo ga vprašali, kako nalogo ima vaš kombi v odnosu do drugih orodij. Je rekel, eno od najpomembnejših, če ne najbolj pomembnejšo. Ne? Se pravi, ko jaz parkiram v marino, mora biti to najlepši billboard, kar so ga videli. Se pravi, iz jaht morajo stopiti ven, priti do mene, reči, kaj pa imate vi. Ne? Gospod z jahtami se torej že zaveda pomena tovrstne pojavnosti. Smo razumeli, da je predvsem za tega malega podjetnika dnevna preokupacija ali pa izzivi, s katerimi se sooča, na kakšen način čim bolj kvalitetno porabiti ali pa investirati sredstva v lastno promocijo. Ugotavljamo, da se povečuje tako kot v zahodni Evropi razumevanje, da če hočeš ti tudi majhno podjetje ali pa svoj posel zgraditi, ga moraš dolgoročno in zato se ta transparentnost komunikacije lastne dejavnosti povečuje. To je tudi vedno večji delež takih, ki razumejo, da je učinkovita komunikacija eno izmed orodij uspešnega posla v prihodnosti. Med članki na zaviku Avtomobilnost tokrat najprej izpostavljamo novico, da je na slovenske ceste končno zapeljal težko pričakovani Nissan Leaf. Najbolje prodajani električni avto na svetu, avto, ki je začel električno dobo, skratka avto, ki je spremenil svet avtomobilizma. Kaj novega prinaša zdaj, najbolj povzema ta izjava. This is not an electric car. Kot nam je v hipu postalo jasno na lanski tokijski premieri, je novi Leaf postal mainstream, klasičen avtomobil, vsakdanje uporaben avto, ne pa več vesoljsko čudo, ki mora voznike prepričati v preklop na elektriko. No, zdaj, ko je to že dosegel, prinaša drugačno noviteto, že znano, a potencirano. Stopalko za pospeševanje, s katero hkrati tudi zaviramo. Uvaja vožnjo zgolj z eno nogo. Mimogrede, še novica, kar se oblike tiče, minuli teden so Leafu tudi odrezali streho. Takole je videti. Leaf se hvali tudi z množico asistenčnih sistemov
In pisali smo že, da je Evropska komisija pripravila seznam, kateri morajo postati serijski do leta 2021. Pri Evropskem konziliju za prometno varnost so dodali, da lahko v 15 letih pričakujemo, da bodo ti ukrepi preprečili 25.000 smrti. Evropski ministri za promet pa so se uradno zedinili glede novih pravil pri podeljevanju licenc za profesionalne voznike tovornjakov in avtobusov. Po novem bodo ti morali opraviti tudi usposabljanja glede prepoznavanja različnih nevarnosti na cesti, tudi tistih zaradi vremena, pa naučiti se bodo morali soočiti s stresom in distrakcijami med vožnjo. Še ena znamka pa se je odpovedala dizlom, Maserati. Hkrati so napovedali Alfierija, kupeja z imenom četrtega izmed bratov Maserati. Na voljo bo tudi kot priključni hibrid. Pa še to. Na domače ceste je zapeljal novi Opel Combo, tokrat namesto s Fiatom, zasnovan skupaj s Francozi. Novi Combo torej ni več nemški Doblo, ampak nemški Berlingo oziroma Partner. In na polno smo že zakorakali v sezono avtomoto dogodkov. Tokrat so se recimo zbrali ljubitelji starih kultnih ameriških mišičnjakov, seveda podkrepljeni z V8 bencinskimi motorji. No, vmes je bil tudi orjak z dolgim nosom. Na sprehod po idiličnem Volčjem potoku pa ste lahko šli tudi v družbi pretežno predvojnih starodobnikov. In kot smo že lani ugotavljali skupaj s člani Kamniškega društva starodobnikov, so to vrstni klasiki tudi v Sloveniji vse bolj iskani predmeti zbirateljev, ki rabijo nekam trajno shraniti svoj denar. Še večja množica navdušencev pa se je zbrala na kavi na Ukmarjevem trgu v Kopru. To vrstni kričeče obarvani superšportniki, pogosto hitro in drzno napimpani, svoje vrednosti ne ohranjajo tako dobro v denarnem smislu, vsekakor pa jo zelo dobro ohranjajo z vidika obračanja navdušenih glav. No, in teh zle pa ne bo zmanjkalo. Pred nami je tretja ugotovitev v naši raziskavi, ki jo skupaj z Zavarovalnico Triglav izvajamo na inovativnem simulatorju vožnje v digitalnem centru Triglav Lab. Tokrat smo potegnili črto in ugotavljali, kako dobri vozniki smo Slovenci. S pomočjo opazovanja in zbiranja podatkov z množice različnih senzorjev, seveda tudi z tistega nameščenega na očala, ki zaznava, kam je usmerjen voznikov pogled. No, zanimalo nas je, kako nadzorujejo hitrost, koliko prepoznavajo nevarnosti, pa tudi, kakšno je med vožnjo njihovo fiziološko stanje. Tako smo voznike razdelili v 3 kategorije: dober, povprečen in zadovoljiv. In rezultat pri udeležencih, voznicah in voznikih nam pokaže, da je kar 60% voznikov dobrih, 35% pa povprečnih. Slovenci smo torej dobri vozniki. A kaj, ko tudi dobri, sposobni vozniki ne vozijo vedno dobro? Terenske pick-upe tipa Fiat Fullback vse več ljudi kupi za lastno zabavo, ne zaradi nujne potrebe. Zato, da se vozijo po terenu, po stezicah, na katerih je pametno vklopiti reduktor. Seveda ne boste presenečeni, da se Fullback v težkih pogojih kaže kot kompetenten član ekipe. Številni bodo Fullbacka izbrali zaradi kesona, ker pogosto kaj tovorijo, pa naj bo to kak stroj za delo na vrtu, drugič pomagajo tašči na smetišče odpeljati stari kavč, še največ pa je tistih, ki takšen pick-up izkoriščajo za svoje outdoor prostočasne aktivnosti, recimo za prevoz vodnih skuterjev, 4-kolesnikov, koles ali pa opreme za raftanje s prijatelji. A nehajmo se slepiti, pick-up je gospodarsko vozilo. Narejen je bil, da bi služil gasilcem, elektroslužbam, vodovodarjem, upravljalcem telefonskih omrežij. Pogosto si te službe zadek pick-upa preoblikujejo po svoje. A spravimo se k bistvu. Fullback je bolj Mitsubishi kot pa Fiat. Pri Japoncih je namreč Fiat kupil licenco. Zakaj? Zato, da ne bo več izgubljal na razpisih.
Dogajalo se je namreč, da lastniki velikih flot postavijo potrebe po recimo 10 furgonih, 2 potniških kombijih, 8 malih mestnih tovornih malčkih in tudi 3 terenskih pick-upih. Potrebe po kombijih je Fiat vedno enostavno izpolnjeval, a pri pick-upih je izgubljal tovrstne velike stranke. Mitsubishijeva naloga je bila torej zagotoviti samo toliko dober stroj, da Fiatu pri promoviranju kombijev za MacGyverja ne bo kvaril celotne slike. In nalogo so Japonci opravili več kot dovolj dobro, saj čeprav fullback za najmodernejši pick-upi zaostaja z vidika osebnega avtomobila, je za zahtevno gospodarsko rabo pravzaprav celo bolj ustrezen kot udobnejši pick-upi. Pri strankah, katerim je fullback namenjen, to šteje največ. Morda se vam zdi današnja tematika o vseh podatkih, ki jih posedujemo med vožnjo, nekoliko preveč v prihodnosti. Stvar, ki nas ta trenutek še ne bi smela skrbeti. Ampak roko na srce, ne smemo si metati peska v oči. Tisti, ki se zavedajo pomembnosti podatkov, z njimi že kar lepo služijo. In to tudi na vaš račun. In tukaj se spet vračamo tja, kjer smo žal v avtomobilnosti že večkrat bili. Da se moramo posloviti od romantičnih misli na to, kako se bomo z avtom, motorjem ali katerimkoli drugim prevoznim sredstvom vozili kjerkoli, kadarkoli in da nihče tega ne bo vedel. Svoboda mobilnosti, kot smo jo poznali prvih 100 let avtomobilizma, je končana. Zdaj prihaja obdobje podatkov. In kot smo danes ugotovili, so podatki nova nafta, novo zlato, velik zaslužek za velike korporacije. In ker brez nas ni podatkov, brez nas ni denarja, zakaj od tega velikega izplena ne bi imeli nekaj tudi mi? No, s to mislijo ne iti spat, lahko si pa pogledate še kakšen članek na Zavihko avtomobilnost na MMC-ju in pa nas seveda sledite na YouTubeu, Instagramu in Facebooku in se vidimo prihodnji četrtek. Čeprav bi bilo lepo spati z mislijo, da boš imel več, kot imaš danes, a ne? To si rekel.